Prav lepo pozdravljeni v oddaji Dobro je vedeti. Naš tokratni gost je Andraž Beravs, ki je prvič v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Sem prav povedal, ne? Tako. Pogosto na televizijah? Ne. Ne. Preden se dotakneva te glavne teme o energetiki, ne? O vašem delu, energetski upravljalec, me zanima vaša študijska poklicna pot. Študij sem opravljal na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, diplomiral v smeri energetsko strojništvo. Po diplomi sem se zaposlil v trboveljskem podjetju STTIM, naslednik strojne tovarne Trbovlje, kjer sem bil zaposlen kot konstrukter. Potem pa sem se marca 2012 prijavil na razpis za energetskega menedžerja in potem nadaljeval mojo poklicno pot kot energetski menedžer v podjetju Komunala Trbovlje. No, to me zanima, zakaj ste si izbrali ta poklic strojnika na nek način? Je bilo to v družini? Ja, v družini niti ne. Oče je bil inženir elektrotehnike. Mene pa so bolj veselile te mehanske stvari. V mlajših letih bolj letalstvo, ampak sem se potem odločil zaradi perspektive lažje zaposlitve za področje energetike, ki je bilo, pa je mogoče še v razcvetu, tako da sem potem se odločil za študij energetike. No. Je še vedno tako, da se recimo tisti, ki imate strojno izobrazbo ali pa elektro izobrazbo, lažje pride do službe? Mislim, da je na tem področju velika možnost zaposlitve, no, in je področje, ki nekako zdaj v razmahu, ne, tako da... Je še vedno to boljše kot drug poklic. Tako, ja, seveda. Čeprav ne, če pogledamo 20, 30, 40 let nazaj, je bilo res, je bila strojna tovarna, pojem, ne, tudi rudniki so bili delujoči, termoelektrarna, cementarna in se je res veliko ljudi s takšnim profilom potrebovalo. Po zatonu teh firm se pa zdi, da se tudi ljudje niso več odločali za takšne poklice, ne? Zdaj se pa vidi manko, ne? Ja. In imate občutek, da se vaši letniki oziroma vaši vrstniki so se potem spet začeli za to odločati? Moji vrstniki še ne. Še ne? Bil sem, mislim, da eden redkih iz gimnazije Trbovlje, kjer sem končal srednješolsko izobrazbo, ki se je odločil za ta študij. Mislim, da nas je šlo iz cele generacije mogoče 3-4 na strojne fakultete oziroma druge tehnične smeri, ne. Takrat je prevladovalo bolj zanimanje za družboslovne vede, no. Mislim pa, da se... Ekonomija, računalništvo, pa kaj daš, filozofija, ja. Ja, mislim pa, da se je potem z leti to malo spremenilo, no, in ko spremljam, no, je zdaj vpis na te naravoslovne fakultete bolj množičen, tudi na samo strojno fakulteto je za mano prihajalo čedalje več dijakov, ne, kasneje potem študentov, tako da, ja, očitno so uvideli, ne, da kje je res perspektiva, kje je možnost zaposlitve in to priložnost tudi zagrabili. Sta z očetom kdaj oče, recimo, zdaj tako povedal po zasavsko, električar, štromar, ne, sin šlosar, ne, strojnik, sta imela kaj pogovora? Jaz nekaj teh pogovorov poznam, ne, da včasih električari gledajo na strojnike malce drugače, ne. Da bi bili tak pogovor, no niti ne, konec koncev se je tudi moj oče potem usmeril v energetiko, tako kot sem se potem tudi sam, in smo kar hitro našla skupno besedo, no, tako da mi je tudi tu pomagal z nasveti pa to in smo za to hvaležni. Ste leta 2012, ko je bil razpis zunaj, ki veliko razmišljali, ali se prijaviti ali ne? Nekaj dosti, ker je šlo le za profil moje izobrazbe, ker je šlo za delo, v katerem sem se nekako videl, želel dokazati in
nisem kaj dosti razmišljal, no, in se kar takoj prijavil. Se vas je veliko prijavilo takrat? O tem nimam podatkov, ampak mislim, da je bilo zanimanja kar nekaj. Da je bilo, ne? In je to delo takšno, kot ste pričakovali? Je, praktično je to in še več, ker dejansko kaj je energetsko upravljanje, sem potem spoznal šele skozi moje delo, se tudi za to dodatno izobrazil, pridobil v letu 2013 tudi certifikat Evropski energetski menedžer na Inštitutu Jožef Štefan. Tako da, ja, je vse to in še več, bom rekel. Ta razpis je bil pa objavljen na javnem komunalnem podjetju? Tako. Ne gre to za neko občinsko službo, ne? To je razpis, ki ga je objavila Komunala Trbovlje. In vi ste zaposleni na komunali? Tako, jaz sem zaposlen na komunali. Komunala pa ima z občino sklenjeno pogodbo o izvajanju del energetskega menedžerja. In recimo za vašo plačo nekaj prispeva občina, večji del pa komunala, ne? Če tako bolj plastično poveva. Tako, zaposlen sem v sektorju komunalne energetike, to je dislocirana enota na Toplarni Polaj. Opravljam delo energetika, hkrati pa delo energetskega upravljavca za občino Trbovlje. Mogoče besedo o tem energetskih prenovah, ne, se je v zadnjih letih zelo veliko govorilo, pa tudi, ko pogledamo, ne, naše stavbe, pa ne samo javne stavbe, ampak tudi recimo večje stanovanjski bloki, pa tudi individualne hiše dobivajo res novo preobleko. Zakaj je sploh do tega prišlo, ne? Predvsem zaradi višanja cen energentov v zadnjih letih, zaradi želje po zmanjševanju teh stroškov povezanih z energijo, pa mislim, da tudi po tem vsesplošnem prepričanju, da je energetska sanacija nekaj dobrega. Za samo stavbo, kot tudi za uporabnike, ki bivajo v njej. Pa, če ne bi bilo teh razpisov ekosklada, torej pomoči, bi se, mislite, ljudje, pa tudi občine, recimo veliko občin je lastnica teh nekaterih stavb, bi se odločali vseeno? Mislim, da bi se kljub temu. Razpisi ekosklada so le dodatna spodbuda k temu. Kakšnih 30%, ne? Mislim, da 30 je že zelo optimistično. Recimo, razpisi ekosklada, ki so namenjeni degradiranim območjem, kamor spadajo Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, navajajo tudi do 50% sofinanciranje, ampak kakor kažejo naše izkušnje, večina ki prijavlja projekt na ta razpis, prej doseže tisti nominalni znesek, ki je v razpisu tudi definiran, ki pa je znatno manjši in nekako dosežejo mogoče okrog 22% dejanske investicije, se pravi nepovratnih sredstev. Tako da so te številke nekoliko nižje, ampak kljub temu so ta sredstva dobrodošla pomoč pri sami odločitvi in sami energetski sanaciji. Smo recimo v Zasavju, ali pa smo bili v Zasavju, ali pa v Trbovljah, kaj bolj pozni glede na druge predele v Sloveniji. Tudi zaradi tega, ker včasih energent v Zasavju ni bil problem, ne? Če gledamo 30-40 let, tudi 20 let nazaj, ne? Premoga je bilo veliko, ne? Tako, ja, časi se spreminjajo in mislim, da je bila glavna prelomnica vgraditev delilnikov oziroma delitev porabe energije po deležih. Takrat se je miselnost precej spremenila. Takrat smo začeli šparati. Tako, takrat so ljudje pričeli z varčevanjem, nažalost s pretiranim varčevanjem, kar pa se sedaj odraža v premajhni porabi toplote za ogrevanje, slabši kvaliteti bivanja v takih podhlajenih stavbah, ki jih je čedalje več. In mislim, da je tudi to potem spodbudilo ljudi, da so razmišljali, da bi za dosego manjše porabe toplote
to naredili ne zgolj z pripiranjem ventilov na radiatorjih, ampak da bi objekt sanirali in na ta račun prihranili toploto, ki se drugače oddaja v okolico, hkrati pa nekako ohranili neko kvaliteto bivanja v teh prostorih. Včasih se spomnim, ko še ni bilo teh, kako se reče, delilnikov, Ja. Smo imeli radiator na 5, torej tudi niso bili termostatski ventili, tako, ja. Okno, podprto, rečemo po domače na kip. Tako, ja. In to je bilo To je skrajno neekonomično, Kljub temu pa so bile takrat stavbe zadostno ogrevane in se ljudje niso srečevali s pojavom plesni, kot se srečujejo. Smo nekako pavšal plačevali. Tako. Pač poraba se je delila glede na delež uporabne površine v samem objektu in mislim, da je med ljudmi vladalo prepričanje, če pač sosed troši, zakaj ne bi še jaz. In tako se je delalo. Tako se je delalo, pač dobra plat je bila, da je bilo bivanje v takih stavbah prijetno. Toplo. Tako. Slaba stvar pa... Redko pod 24 stopinj. Tako, ja. Slaba stvar pa pač to, da se je porabljalo znatno več energije, toplotne, kot bi bilo potrebno. Pa tudi peči se mi zdi, da so bile takrat mnoge predimenzionirane. Tako, peči, tudi samo vročevodno omrežje je bilo v Trbovljah projektirano za znatno večji odjem, kot je recimo sedaj, kar je v kasnejših letih, pa nam pričelo povzročati obilo preglavic pri sami distribuciji toplote. Zato tudi menjava teh cevi vročevoda z manjšimi profilom. Pač omrežje se je gradilo v 70 letih prejšnjega stoletja, bilo je dimenzionirano za 2-krat večji odjem, kot je sicer. Z leti se je pojavil tudi ta trend energetske prenove stavb, kar pomeni še dodatno zmanjšano rabo energije pri končnih uporabnikih. Približno 30% na stavbo. Tako, in potem smo se na Komunali Trbovlje pričeli soočati z glavnim problemom, to so same izgube toplote v omrežju. Pač toplota bo vedno prehajala iz snovi z višje temperature na snovi z nižjo, kar pomeni iz voda v okolico. In skozi predimenzioniran vročevod so bile te izgube zelo velike, kar se je odražalo tudi v visoki ceni toplote. Komunala Trbovlje je pristopila k fazni zamenjavi teh predimenzioniranih cevi vročevoda, pričela zamenjevati te cevi premjera DN400 z znatno manjšimi cevmi DN200, DN250, s tem zmanjšala površino, skozi katero se toplota prenaša v okolico, kot tudi količino ogrevne vode, ki se transportira po takem sistemu. In na ta račun pripomogla k zmanjšanju izgub in posledično znižanju cene toplote za ogrevanje. Mimogrede, je to že zdaj po celih Trbovljah urejeno? Ta obnova se zaključuje, v bistvu nas čaka samo še zadnja 5. faza, kjer bo zamenjan še zadnji odsek tega predimenzioniranega vročevoda, potem pa smo nekako zaključili s temi večjimi obnovitvenimi investicijami. In pač seveda odraža pa se tudi v samih cenah toplote, recimo s 1. oktobrom letošnjega leta se je cena ogrevanja v Trbovljah znižala za 20%. Kar ni malo, ne? Seveda ne. No, če greva še malce na to energetsko sanacijo stavb, ja, zagotovo so bili delilniki nekakšno prelomni trenutek, tudi veliko hude jeze, ker nekaj je še vedno pavšala ostalo, ampak prav to, kar naenkrat so začeli ljudje zapirati radiatorje, in potem tisti pridni, ki še niso tega delali, so ogrevali tudi na nek način druge in tudi malce več plačevali, sploh dokler niso bile stavbe energetsko sanirane. Ja. To je narobe, ne? To je narobe, pač in to se, bom rekel, prepogosto dogaja. Zato je tudi vlada pristopila k reševanju tega problema. S 3. novembrom je bil sprejet novi pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto, ki bo sedaj kaznoval tiste, ki se
ogrevajo na račun sosedov. Ne tiste, ki varčujejo, ampak ki dejansko za ogrevanje porabijo znatno manj, kot bi bilo za takšno stanovanje, recimo, oziroma stavbo potrebno, tako da se v njej nekako vzdržuje temperatura okrog 20-21 stopinj. Ta novi pravilnik sedaj določa, da vkolikor bo stanovanje oziroma polovica stanovanj v neki stavb porabila manj kot 40% nekakšne povprečne porabe, ki bi bila potrebna za takšno stanovanje, to pomeni res majhna poraba, ne? Govorimo o 40% samo neke povprečne porabe. Ne? Če se bo to zgodilo, bo poraba toplote obračunana na delež stanovanja, ki ga ima v stavbi. Se pravi, se bo toplota obračunala na kvadratni meter v neki stavbi. Tako da predvsem bo to prizadelo tiste, ki so se ogrevali na račun sosedov ali pa ki stanovanja sploh niso koristili. Stanovanje je bilo prazno, pa so imeli zaparte radiatorje. Ali pa za ogrevanje v stavbi, kjer je primarno recimo daljinska toplota, za ogrevanje uporabljali izključno klimatsko napravo ali oljne radiatorje oziroma druge naprave. Te osnovnega tega? Pa niso. Ne? Pa niso, ne? Tako. Zdaj, veliko vidimo te energetske sanacije stavb. Kaj vse pod to razumemo? Verjetno, ne, da je streha izolirana, ne? Potem tudi, da je fasada. Zdaj vidimo, ne, da so hiše kar naenkrat postale debelejše, najmanj za 15 cm stiropora, ampak to je tisti minimum, ne? Čeprav meni se zdi to maksimum. Ja, 15 cm je res nekakšen minimum, ki ga je zapovedal že pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah iz leta 2010. Pravilnik je star že 5 let, ne? In v tem času so se te zahteve nekoliko zaostrile, sploh preko teh razpisov, ki dodeljujejo nepovratna sredstva zgolj investicijam, ki dosegajo bolj ostre zahteve po izolaciji, tako da se je ta meja že nekako dvignila na tam okrog 18-20 cm za fasado stavbe, tudi do 25 cm za izolacijo ostrešja. Ali pa primerljivo, ne? Tako, ali primerljivo. Primerljiv material, materiali se pa je med lahko seboj... 10 cm, ampak tako. Kaj pa je to? Ne, dejansko je merilo toplotna prehodnost. In nekateri materiali imajo večjo toplotno prehodnost, kar pomeni, da za isti učinek potrebujemo več izolativnega materiala, nekateri po večini dražji materiali pa imajo to toplotno prehodnost slabšo, se pravi, onemogočajo oziroma toplota teže prihaja skozi njih, so pa načeloma dražji, ampak potrebujemo manj centimetrov takega materiala za izolacijo. Torej, ni tako debela stavba ali pa kakšen prostor na balkon recimo ne vzame toliko. Ne? Tako, ja. Zakaj je to tako potrebno, da recimo stavbo izoliramo? Nekaj ste že povedali, da tista toplota od znotraj ne pride tako hitro ven. V okolico. Toplota bo vedno prehajala skozi stene. Tudi če so izolirane s 15, 20 ali pol metra izolativnega materiala. Enkrat bo, ne? Tako. Pač toplota vedno prehaja iz snovi z višjo temperaturo, to je pač prostor v neki stavbi, do snovi z nižjo temperaturo, to je pač okolica. Ne? In z izolacijo mi samo otežkočamo toploti ta prehod. Ne moremo pa ga preprečiti. Se pravi, več kot je izolacije, bolj onemogočimo toploti prehod. Isto v poletnih mesecih obratno. Se pravi, visoke temperature zunaj bodo težje vplivale na temperaturo prostora znotraj, če imamo na stavbi več izolacije. Seveda je največja razlika opazna pri začetnih centimetrih izolacije. Se pravi, stavba, ki je bila popolnoma neizolirana, bo največji efekt doživela že pri 5, 8, 10 centimetrih izolacije. Potem pa se ta efekt
z večanjem debeline zmanjšuje. Se ne ustavi, vendar se ne zmanjšuje sorazmerno z debelino izolacije. V preteklosti sem že nekako delal izračun, koliko pa je tista optimalna debelina, kjer recimo stroški te izolacije v življenjski dobi fasade še pomagajo ustvarjati prihranke, ali pa smo za fasado namenili že toliko, da s prihranki v tej dobi se nam ta znesek ne povrne. In nekako sem prišel do ugotovitve, da je ta debelina celo 25 cm. 25. Kar ustreza nizkoenergijski oziroma pasivni gradnji. Kaj pa sama kvaliteta položitve teh izolativnih materialov? Ali pa včasih vidim, da se to dogaja že v času kurilne sezone, ne? Ko kakšen izvajalec del malce zamuja, pa je že mraz zunaj. Kako to? Sam sem mnenja, da bi bilo potrebno tako sanacijo stavbe upraviti še pred kurilno sezono, prav zaradi pač vplivov vremena. Pa po kurilni sezoni verjetno. Oziroma po kurilni sezoni, ampak mislim, da je tu velik vzrok, zakaj se prične sanacijo tako pozno, ker večina teh objektov se prijavlja na razpise Ekosklada. In preden je ta vloga obravnavana, preden je izdana odločba, podpisana pogodba, se to že zavleče krepko v drugo polovico leta. Potem pa pač vsi hitijo v tistih jesenskih mesecih z izvedbo. Nekaterim to uspe še pred kurilno sezono, pri drugih se ta sanacija zavleče kar tja v zimo. Je pa zelo pomembno tudi, kako je ta stiropor ali pa izolacija pritrjena na seveda, ne, pač steno. Kvaliteta izvedbe je zelo pomembna, da se tudi pripleči nastanek toplotnih mostov. Torej zraka ne sme biti. Tako, pač kontakt mora biti po celi stični površini. Torej dovolj lepila. Tako, ja, tudi. Ne, to je to, pritrjeno, dovolj. Ne? Se pravi, kvaliteta izdelave je tu zelo pomembna. Ne zgolj debelina izolativnega materiala. Tudi kvaliteta Tako. Kaj pa recimo fasada, barva fasade? Zdaj vem, ne, če sem v črnem oblačilu, pa je močno sonce, me zelo hitro ogreje, ne? Če imam belo srajco, se malce sonce odbija. Je to boljše, da je bolj temna fasada, bo bolj ogreta hiša? Seveda ne, pač temne barve bolj absorbirajo toploto, ne, kakor svetle, ampak mislim, da v primeru fasad se ne srečujemo z izrazito temnimi barvami, zgolj z nekoliko svetlejšimi ali temnejšimi odtenki, bolj ali manj svetlih barv. In tudi zaradi estetike, ker na vse zadnje, kako pa bi izgledalo, če bi imeli vse hiše obarvane v črno barvo. Ali pa v zelo temno barvo. Ne? Tako, po drugi strani pa, če bi jih obarvali v črno barvo, pa imamo problem v poletnih mesecih, ki bi takšna fasada dodatno absorbirala vso tisto toploto, ki pa bi se jo želeli izogniti. No, potem imamo pa še tu okna. Večinoma so bila ograjena, stara, lesena. Zdaj so bolj kot ne plastična. Tu pa se pojavljajo tudi težave. Ne? Zdaj ta lesena stara so bila takšna, da so veliko prepuščala zraka. Zrak je bolj krožil in ni bilo toliko vlage v samem stanovanju, ne? Pa te črne plesni. Tako. Kaj pa pri teh plastičnih? To so pa bolj diht, rečemo, ne? Ne zgolj plastična, tudi lesena okna, sodobna okna bodo prostor zatesnila. Pri kvalitetni vgradnji se pač prostor s takim stavbnim pohištvom zatesni. In to ni zgolj pojav pri plastičnih oknih, ampak tudi pri lesenih. Pomembno je, da je prostor zadosti ogrevan in zadosti prezračevan. Ker le s tem lahko onemogočimo pojav plesni v takšnem prostoru. Zadosti prezračevan. Tako. Koliko? Recimo zjutraj. Ja, tako čez prst bi rekel 3 do 4 krat na dan, kratek čas, 3 do 4 minute. Ne dlje. Ne, vendar z odpiranjem oken na stežaj, ustvarjanjem prepiha. Torej ne na kip. Ne na kip. Prezračevanje na kip je napačno prezračevanje in ne omogoča izmenjave zraka v prostoru.
Če pa mi odpremo okno na nekem delu stanovanja in na drugem, s tem ustvarimo prepih in omogočimo iztrošenem, z vlago nasičenem zraku, da se izmenja v prostoru s svežim, ki prihaja iz okolice. S tem bomo vso to odvečno vlago pač oddali v okolico, se nam ne bo akumulirala na stenah stanovanja in ob prisotnosti nizke temperature kondenzirala, s tem pa omogočila idealen pogoj za nastanek plesni. Torej, večkrat, 3-krat, 4-krat na dan po 3-4 minute. Z na stežaj odprtimi okni. In takrat ni treba radiatorje zapirati. Če imate termostatske ventile, je priporočljivo, kajti ko ventil oziroma senzor v glavi ventila zazna padec temperature, odpre pač ventil do kraja. Kar pomeni, da bo v času obtekanja mrzlega zraka čez grelno telo le-to delovalo na polno. Torej, zapreti termostatske ventile, prezračiti, zapreti okna in nazaj nastaviti na želeno vrednost. Priporočljiva je okrog... Trojka naj bi nekako vzdrževala v prostoru okrog 20 stopinj. Za tiste, ki smo radi malce bolj na toplo. Bo trojka zadosti oziroma... Je bolj 4, ne? Bolj 4 oziroma nekje vmes. Nekje vmes, ne? Ja. Zdaj, prej ste dejali ta okna na kip. A so kje v Trbovljah, v teh javnih stavbah okna, ki se ne dajo drugače odpreti kot na kip? Ne vem, mogoče v kakšnih osnovnih šolah, ne? Ali ni tako? Mislim, da ne, da večina oken se pač da odpreti tudi na stežaj. V določenih stavbah, šolah so pa tudi okna, ki se jih sploh ne da odpreti in za prezračevanje skrbi centralni sistem prezračevanja. To je pa v tej novi osnovni šoli, prenovljeni osnovni šoli Trbovlje? Nažalost ne. Ne. In tu se srečujemo, da so uporabniki še vedno navajeni prezračevati z odpiranjem oken. Pa ne bi bilo treba za to? Pa ne bi bilo, tako. Zakaj? Zato, ker za to skrbi mehansko prezračevanje. A to je bilo pa narejeno, pa zgrajeno v času energetske sanacije? Tako. Mislim, da 2 leti. Tako, ja. Pred leta 2014 se je ta energetska sanacija zaključila. Trajala je 1 leto in v tem času je bilo zamenjano tako stavbno pohištvo, to pomeni okna, vrata, ponekod parketi, ne? V telovadnici, če se ne motim. Ja. Ja. To je pač drugo področje. Ja. Potem je bil zunanji ovoj stavbe, se pravi fasada, streha. Urejen je bil pa tudi sistem klimatizacije in prezračevanja. To je pa to, ne? To je pa to, ja. Zakaj ni treba oken odpirati? Tako, pač ker za to skrbi sistem. Ta sistem izrabljen, izdihan zrak vrača v okolico, medtem ko s toploto, ki jo nosi ta izrabljen zrak, ogreva vstopajoči sveži zrak iz okolice. Kar pomeni, da se pri tej izmenjavi toplota ne izgublja v okolico, kakor se nam izgublja, če recimo prostor prezračujemo naravno, kot sem že prej omenil, z odpiranjem oken na stežaj. Takrat pač vso to toploto odnesemo s tem iztrošenim zrakom iz prostora, tu pa se ta toplota koristno porabi za ogrevanje svežega zraka, ki doteka v prostor. Ukolikor mi odpiramo okna, porušimo ta sistem. Tu uporabniki navajajo, da to počnejo zaradi tega, ker zrak ni dober, ker je slab, ker sistem ne deluje pravilno, ampak mislim, da je tu krivda bolj na samih uporabnikih, ker tega sistema ne znajo pravilno uporabljati. Ta navada je železna srajca. Navada, možno pa je tudi, da potem sistem ni tudi pravilno vzdrževan, oziroma zaradi neobratovanja prihaja do raznih okvar. Tako da pač objekti, v katere je ta sistem vgrajen, pač morajo uporabniki malce spremeniti miselnost. Seveda pa je tudi odvisno od tega, kako je bil tak sistem projektiran, je bil projektiran pravilno in kakšna je seveda regulacija.
In v osnovni šoli Trbovlje po vaših ideje? Bi morala biti ta regulacija zadostna. Je pa res, da v določenih objektih se pa je zgodilo, da je mogoče regulacija vezana samo na eno merilno mesto in se potem objekt, ki je orientiran sever-jug, je na južni strani se že pregreva, na severni pa je še podhlajen, ker sistem ni ločen na dve regulaciji, ki bi posebej regulirali severno in južno stran. Se pravi, je že v štartu slabo projektiran. Mimogrede, v sanacijo se šlo zato pri osnovni šoli Trbovlje, ker je bila to res zelo potratna stavba, se je pokazalo, da je veliko prihranka. Seveda. Občina na letnem nivoju je v preteklosti porabila okrog 6 gigavatnih ur energije. Od tega je 1 gigavatna ura energije odpadla na osnovno šolo Trbovlje. Od 18 javnih objektov, ki so v energetskem upravljanju. Se pravi, osnovna šola Trbovlje nosila največji delež porabljene energije. S to energetsko sanacijo, ki je seveda pač bila velik finančni zalogaj, pa so se ta poraba energije po kazalniki oziroma v zdaj tem času, mislim, da objekt po sanaciji obratuje že dobro leto, se je izkazalo, da se je rabo toplote v tem objektu znižala kar za 50%, kar pomeni znaten prihranek. V denarju. Tako. Vedno govorimo o denarju. Seveda. Kaj vi natančno, kakšno delo opravljate za občino? Zdaj, verjetno za vse te objekte, ki so nekako v upravljanju občine ali pa pod občino, nekako poskušate pripraviti nek elaborat, ne vem, kako bi se prihranilo pri porabi energije. No, če pač opišem, kaj spada v okvir mojih del kot energetskega upravljavca, glavna naloga je seveda vodenje in koordinacija aktivnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Potem je tu vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva, ki ga vodimo v vseh občinskih javnih stavbah, ki so v energetskem upravljanju. To so recimo vrtci, šole, kulturni objekti, zdravstveni dom, knjižnica pa tako. Ja. Potem je tu identifikacija potreb občine z področja energetike, kot ste omenili, pač priprava nekih projektov, idej, potem pa tudi prijava takih projektov na morebitne razpise in njihova realizacija. Pri tem energetskem knjigovodstvu je seveda pomembna tudi analiza teh podatkov, potem nastavitev nekih ciljnih vrednosti, uvedba ukrepov in seveda njihova primerjava in vrednotenje. Poleg teh aktivnosti sem zadolžen tudi za pomoč občini pri pridobivanju izvajalcev za izvedbo določenih aktivnosti definiranih v lokalnem energetskem konceptu, tudi nadzor in sodelovanje s temi izvajalci. Seveda pa predvsem tudi za informiranje, motiviranje zaposlenih v javnih stavbah o učinkoviti rabi energije in k bolj gospodarnejšemu obnašanju z energijo, kot tudi svetovanju občanom. Ja, gospodarnejše, to pomeni, ne govorimo samo o prihranku pri toplotni energiji, ampak mogoče tudi, kje je kakšna luč ugasnjena, manjša poraba vode. Gospodarjenje z energijo ne pomeni nujno samo zmanjševanja rabe, ampak pomeni bolj ekonomično ravnanje. Se pravi, ne pomeni zapiranja ventilov na radiatorjih, ne pomeni dela v temi, ampak da mi koristimo električno energijo, toploto takrat, ki jo potrebujemo. Se pravi, da poskušamo ohraniti enako toplotno ugodje ob znižanju rabe in stroškov za energijo. Se pravi, ugašanju luči, ko nas ni v prostoru, zmanjšanju temperature prostorov, ko prostorov ne uporabljamo. To je sobota, nedelja, ne? Ne popolnoma
prekinitev ogrevanja, ni dobro, ne? Tako, ne, že zaradi akumulacije toplote v stenah, kot tudi k bolj smotrnejši rabi vode, se pravi zapiranju pip, ko si, recimo banalni primer, roke milimo, oziroma pač ko na nadzor, da pač voda ne teče med šolskimi urami, ne. Predvsem tega je bilo veliko v šolah. To je tudi redno vzdrževanje, tako, potem, ja, da tesnijo zelo pomemben stvari, tako, nadzor pač hišnika, vzdrževalca. Hkrati pa, da se uporabniki kljub zmanjšani rabi v stavbi vseeno dobro počutijo. Ja, se pravi, jih ne zebe, imajo zadostne delovne pogoje v smislu osvetljenosti, v smislu ustrezne klime. So že kakšni prihranki, ko to spremljate? Prihranki so, odkar smo konec leta 2012 v stavbah uvedli energetsko knjigovodstvo, kjer vse javne stavbe, ki so vključene v ta sistem upravljanja z energijo, vnašajo račune za energijo, za električno-komunalne storitve in potem pač to porabo tudi spremljajo, imajo pregled z izvedenimi izobraževanji zaposlenih o učinkoviti rabi energije, smo samo z organizacijskimi ukrepi, se pravi z mehkimi ukrepi, brez kakšnih investicijskih vlaganj, že uspeli znižati rabo energije za okrog 15 do 20%. Se pravi, samo s tem, da so se uporabniki začeli energetsko bolj učinkovito vesti. So pa problem nekatere stavbe, ki so pa zaščitene, kjer se pa ne da kar priti. Tudi občina je takšna, stavba občine, ki se ne da kar energetsko sanirati od zunaj. Ne? Tako, ja, pač stavbe, ki so pod spomeniškim varstvom. Pa tudi tu bi se lahko potem prihranilo veliko, ne? Če bi se to dalo izvesti. Seveda, ampak pri takšnih stavbah je pa toliko bolj pomembna implementacija teh organizacijskih ukrepov. Se pravi, da se uporabniki vedejo odgovorno, ker lahko na ta račun znižajo stroške za energijo z lahkoto za 10%, kar pa je sploh v takih stavbah, kot je recimo stavba občine Trbovlje. Ker tudi klima ne sme biti recimo na stavbi, ne? Seveda, pač, ker bi s tem posegamo v samo pročelje stavbe, ne? Potem so pa na podstrešju, kjer so pa tako, pač tiste, ja, nekoliko slabša rešitev, ne, ki bi se jo dalo recimo urediti s centralnim sistemom prezračevanja, kot je recimo urejen že v veliki sejni sobi, nekje v prihodnosti. No, to so neke rešitve, ki jih potem kot energetski upravljalec predlagam. Stvar občine pa je, ali bo potem te rešitve implementirala ali ne. Je še veliko podobnih, recimo, verjetno je tudi delavski dom eden takšnih potratnikov, ne, kjer prvič verjetno tam na fasado se ne bo nikoli dala izolacije, potem so to visoki prostori, ne, veliko kamna. Ne. Ja. Površina je zelo velika, ne. Ja. Tudi sam namen rabe prostora pač zahteva določeno energijo, ne, in sanacija delavskega doma bi bila kar velik zalogaj. No. Velik zalogaj, ne. Sploh še, ker je verjetno to tudi arhitektonsko zelo zaščiteno. Ne? Tako, in se pravi, je vprašanje smiselnosti. Pač določenih objektov, bi rekel, da se enostavno ne da, ali pa jih je zelo težko sanirati in vprašanje je, ali je to potem še ekonomsko smiselno. Se pa je, ne, v letošnjem letu tudi delno energetsko prenovila osnovna šola Ivana Cankarja, ne? Ja, v osnovni šoli Ivana Cankarja se je pač prenovilo oziroma zamenjalo ostrešje, s tem, da se je tudi izoliralo in sicer izoliralo kar s krepkih 30 cm toplotne izolacije, s katerimi smo pač že težili nekako k prenovi takšnega objekta v nizkoenergijski razred.
kar konec koncev narekuje tudi Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb. Se je pokazalo to pri prihranku že kaj? Zaenkrat še ne. Ta sanacija se je navsezadnje le izvedla v poletnih mesecih in mislim, da bo potrebno kakšno leto oziroma saj ena kurilna sezona, da bomo lahko potem ugotovili, koliko je ta sanacija prispevala k zmanjšanju rabe toplote v objektu. Prepričan pa sem, da ta prehranek ne bo ostal neopažen. Je pa verjetno še treba kaj posanirati oziroma energetsko prenoviti? Seveda, pač na osnovni šoli Ivana Cankarja je sedaj izolirano samo ostrešje. V nadaljevanju pa bi bilo potrebno izolirati še fasado stavbe, tudi streho telovadnice, zamenjati še nezamenjeno stavbno pohištvo. Pač stavbno pohištvo se je na šoli zamenjevalo v fazah, pač z denarjem, ki ga namenjajo za investicijsko vzdrževanje. Tako, ja, tu so okna in vrata, ja. In potem bo nekako objekt skoraj v celoti saniran. Torej, dela še veliko, ne? Dela je še precej, na celotni občini. Ponekod malce glih zaradi te zaščitenih stavb malce teže, ne? Tako, čeprav osnovna šola Ivana Cankarja začuda ne spada v seznam teh spomeniško zaščitenih stavb in tudi tu že pripravljamo projekt celovite energetske sanacije, ki ga bomo tudi prijavili na morebitni razpis. Čisto za konec, je kakšen razpis, da se lahko zdaj prijavijo tudi občani, recimo, ki živijo v blokih, ki še niso energetsko sanirani. Dobro, zdaj le verjetno po zimi lahko načrte pripraviš, ne? Sama izvedba ne pride v poštev, pa vendarle je kakšen razpis Ekosklada? Tako je, ja, trenutno sta še vedno odprta oba razpisa za energetske sanacije na degradiranih območjih, se pravi območjih s pretirano onesnaženostjo s prašnimi delci PM10, to so Trbovlje, Zagorje, Hrastnik. Ta dva razpisa sta še odprta, sredstva so še na voljo, razpisa sta za eno- ali dvostanovanjske stavbe, kot tudi večstanovanjske stavbe. Tudi za zamenjavo kurišča, recimo, tudi, peči? Tudi med tem, ko je treba poudariti, da na območjih, kjer je možen priklop na omrežje daljinskega ogrevanja, te nepovratne finančne spodbude ni mogoče pridobiti za zamenjavo obstoječe kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na lesno biomaso. Zaradi tega, ker je možnost priklopa na daljinsko omrežje, ki je v tem primeru bolj primeren, okolju bolj prijazen način, kolektivni način ogrevanja. Torej, se je treba pozanimati, kje se lahko pozanimajo na komunali pri vas? Informacije o teh razpisih lahko dobijo direktno na Ekoskladu, lahko dobijo v energetski pisarni, ki deluje v Trbovljah. Tu so energetski svetovalci En svet, ki se ukvarjajo prav s tem področjem. Ne nazadnje pa jih lahko dobijo tudi pri meni. Lahko pokličejo in lahko svetujejo. Moj naslov, moji kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani občine Trbovlje. Tam je tudi obrazec, preko katerega me lahko kontaktirajo, oziroma preko telefonske številke ali elektronskega naslova. Še zadnje vprašanje. To, kar vi delate za občino Trbovlje tudi, imajo tudi v drugih občinah podobno, da imajo energetskega upravljavca oziroma tudi na nek način svetovalca, ne? Tako, ja, vsaka samoupravna lokalna skupnost, ki ima sprejet lokalni energetski koncept, mora imeti za to tudi določenega energetskega upravljavca. Ali je to... V primeru Trbovlj ste to vi, Tako, sem to jaz. V primeru občin Zagorje in Hrastnik je to najbrž neka druga oseba, mogoče ne nujno zaposlena kot energetski upravljalec, ampak je to pač spada v sklop njegovih del. V določenih občinah pa se za to poslužujejo energetskih agencij. Več občin skupaj. Tako, recimo primer je Goriška lokalna energetska agencija, ki ima v tem energetskem upravljanju kar 15 primorskih občin. Tako kot je pa urejeno to v Trbovljah, se je pa pokazalo za dobro, po vašem?
Mislim, da se. Mislim, da tudi rezultati govorijo zase. No, pač upam, da bomo v prihodnosti dosegli še večje učinke na področju učinkovite rabe energije in izrabi obnovljivih virov energije, tako da je vsekakor to korak v pravo smer. Dobro, mislim, da sva izčrpala teme za tokratni pogovor. Verjetno bo še kdaj priložnost, da kakšno rečeva, za tokrat pa hvala lepa. Hvala za povabilo. Da ste prišli v studio, ne? Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.